Izjemno smo se veseli seveda, ker nam to pomeni možnost, da se še vsaj do konca tega leta ukvarjamo z tem, kar smo se ukvarjali do zdaj. To pa so naši odnosi čezmejni naših obeh mest, ki so se v teh 3 letih, odkar delamo na kandidaturi, izjemno pomnožili, izboljšali projekti, ljudje med sabo sodelujemo, župani, mestov in tako naprej. Tudi kasneje se nameravamo, ne glede na rezultat končni, seveda sodelovati, ampak imeti nek tak fokus, nek tak višji cilj, vedno pripomore k temu, da se boljše dela. Na povezovanju med nami v bistvu predvsem tudi na področju jezikovnem, na menjavanju publik, na tem, da se seznanjamo, kaj sploh je na drugi strani. Recimo, mi vsakodnevno prehajamo mejo, seveda hodimo v shopping, delati in tako naprej, ampak na kulturnem področju je ta izmenjava najslabša na nek način, zaradi tega seveda, ker je jezik ovira. Tako da imamo tudi ogromno programov na temo tega sporazumevanja jezika in pa seveda ena glavnih stvari je to, da sploh se osveščamo, vemo, smo skoordinirani med sabo glede dogodkov, kulturnih dogodkov, prireditev in tako naprej. Veliko stvari tudi imamo skupnih na Trgu Evrope, ki je že danes naš skupni trg, ki ga tudi obnavljamo. Ravno včeraj oziroma predvčerajšnjim je bil objavljen javni mednarodni razpis za arhitekte, za obnovo tega trga, za razširjenje in tako naprej. Skratka, imamo kar veliko dogodkov na to temo. V Ljubljani smo zelo ponosni na to, da smo se uvrstili v drugi krog. Čestitamo tudi vsem ostalim kandidatom. Sicer pa je za nami težek proces, pa vendarle poln novih znanj, povezovanj in veselimo se, da bo Ljubljana skupaj z regijo pripravila pot za kulturno prestolnico Evrope. Uvrstitev v drugi krog za naziv Evropske prestolnice kulture za Ptuj pravzaprav pomeni vse. To je potrdilo, da smo leto dni dobro delali, da smo si zastavili prave cilje, da smo jih dobro zasledovali in danes smo dobili tudi pozitiven rezultat. Zdaj pa do konca leta novi krog, ali kot rečemo na Ptuju, nova runda, novi žetoni, oziroma čaka nas veliko dela. Poudarek same kandidature se nekako bazira na 3 stebrih, to je čas, ljudje in seveda prostori. Kandidatura zajema arheologijo, to je v bistvu tisto bogatstvo najstarejšega slovenskega mesta, hkrati zajema ljudi, vključevali smo ogromno posameznikov, ogromno pripadnikov v bistvu Ptujčanov oziroma tistih, ki pač prihajajo na Ptuj, ogromno kulturnikov. Želeli smo se načrtno povezovati z mladinskim in nevladnim sektorjem in pa seveda vključeni so vsi javni zavodi in kulturne inštitucije v mestu in tudi širše v vsej regiji. Ja, opazil sem, da vas je zelo razveselila ta uvrstitev. Ja, nas je. Včerajšnja predstavitev morda ni šla skozi tako, kot smo si zamislili, zato smo danes bili vsi malo na trnih. Tako da nas je pa v bistvu, in to, da smo bili drugi poklicani, v bistvu, čeprav na ključnem vrstnem redu, je v bistvu izjemno veselje. Uvrstitev pomeni veliko za naše območje, za celo Istro, saj mi kandidiramo regijsko, pomeni priložnost, da naš koncept še bolje utrjujemo, ga izoblikujemo in ga pripravimo za drugi krog. Veliko dela je bilo s pripravami, sodelovali smo z občankami in občani in skupaj pripravili kulturni program, ki smo ga predstavili komisarjem in očitno smo jih z našimi poudarki prepričali. Delali smo pretežno na podnebnih spremembah in na socialni koheziji, kar je tudi gospa predsednica omenila kot ključne izzive za Evropsko unijo.